če bi moral izpostaviti iz celotnega opusa Saše oziroma Aleksandra Deva, bi zagotovo tale bila nekje med prvimi omenjena zagotovo, saj nekako združuje pravzaprav celotno njegovo filozofijo. Aleksander Dev je, tako kot recimo Plečnik v Ljubljani, uspel in dosegel z določenimi intervencami v mestu napraviti v bistvu skupek, ki mu danes rečemo sodoben Maribor. Stavba je, kot ste omenili, dolga pač dobrih 50 metrov, široka dobrih 4, kar ji daje to znamenitost umanka oziroma manjka v bistvu prostorskosti. Torej, arhitekti zmeraj gradimo prostor, ta stavba pa jo odlikuje ravno njena dvodimenzionalnost, tako rekoč. A kljub temu vsebuje vse potrebne atribute kvalitetne arhitekture. Namreč uspešno v urbanističnem smislu zaključuje v bistvu karje, torej gre za karejsko pozidavo, in uspešno se vključuje pravzaprav v stavbno tkivo. Ampak ne samo, da se vključuje, vendar jo tudi hkrati na nek način izboljšuje, izpopolnjuje in kaže na sodoben trend arhitekturnega razvoja mesta. Vemo, da je Aleksander Dev študiral v Münchnu nekaj časa in potem nazadnje končal študij v Ljubljani pri mojstru Plečniku, kar ga na nek način uvršča v nekoga, ki je bil kritičen do tega arhitekturnega esperanta takrat, ki mu je vladal, bomo rekli, ali pa so mu vladali protagonisti Ciama na nek način s tem, bomo rekli, internacionalnim stilom. Kar je uspešno vključil v to stavbo, je zagotovo, tako jaz vidim to, je citat na nek način samega sebe. Če pogledamo samo 3 njegove objekte, to je recimo Hutarjev blok, ki ima to značilno nadstrešnico na vrhu zgornje etaže. Če pogledamo objekt te Dravske hranilnice, Dravske banovine, ki ima na nek način enako nadstrešnico zgoraj zaključeno, imajo tudi tale. Tako da Aleksander Saša Dev nekako s to njegovo dvodimenzionalno arhitekturo, ki je sama po sebi tudi paradoks, citira sebe, se pravi svoje arhitekture, in s tem nekako kaže trend razvoja mariborske arhitekture naprej. Torej, Maribor je bomo rekli, z opusem Saša Deva, seveda in tudi Černigoja in ostalih v tistem obdobju, nekako prekinil tradicijo klasicistične gradnje, klasicistične arhitekture in si je začel trasirati sodobno pot sodobnega razvoja in s tem povezano tudi sodobnega bivanja. V primeru Gospodarske zavarovalne zadruge Drava je Saša Dev imel opravka z zelo zahtevnim in nenavadnim ozkim zemljiščem in je na njem naredil največ, kar arhitekt v taki situaciji lahko naredi. Izjemno spretno je organiziral prostore v hiši, obenem je pa zaključil mestni vogal in dal mestu en preprost poudarek z vogalnim pomolom na hiši. Projekt je na način primerljiv s Plečnikovim Peglenom v Ljubljani, kjer je Plečnik prav tako na zahtevnem zemljišču naredil izjemno arhitekturo. Gospodarska zavarovalna zadruga je en podoben primer, čeprav na drugačni lokaciji. Poslopje Gospodarske zavarovalne zadruge Drava, ki je v bistvu zaključilo stavbni otok na izredno ozki parceli, zaprlo slepo ali pa zakrilo slepo fasado, ki je takrat zapirala ta stavbni otok, in v razmerju 1:10, torej širina proti dolžini, razvil zelo inovativen poslovno-stanovanjski objekt. Hkrati mu je pa dal še izrazito mestotvorno funkcijo s tem, ko je z polkrožno formo, bom rekel, dokaj zadržano izrinil na torej glavno mestno vpadnico od železniške postaje do mestnega središča.
Za oblikovanje vogala ni samostojen pojem, ampak je izjemna odlika 3 arhitektov v Mariboru, da so popolnoma razumeli klasično mesto. In to je, da so klasično mesto, če citiram Peroviča, razumeli potem, da je sestavljeno iz trga, ulice in stavbnega bloka ali kareja. In ti 3 arhitekti, Saša Dev, Jaroslav Černigoj pa Ljubo Humek, so razumeli vogal kot zaključek kareja in so ta vogal znali izoblikovati na ta način, da imajo neko izrazno sporočilo. Vsi drugi vogali so bili bolj ali manj nedefinirani. 2 vogala sta res krasen primer tega znanja. Eden je meni najbolj ljub je zgradba Zavarovalnice Drava na ulici Talcev, ki ima vogal, ki je izmaknjen ven za tako polkrožno voluto in je dejansko odgovor na Erker na drugi strani Partizanske ulice in predstavlja, to pomeni seveda, da so se Saša Dev in Jaroslav Černigoj tega zavedala, in predstavlja pravzaprav portal v mesto. To je neki okvir vrat, s katerimi stopamo v mesto. Drugi vogal je tudi zelo kakovostno rešen, to je vogal stavbe današnjega zdravstvenega doma. In ta stavba je oblikovan demokratično, ne moreš bolj demokratično vogala narediti, kot če ga omakneš. To je skušal potem parafrazirati recimo Borut Pečenko z Jemčevim vrtom. Ampak ta vogal na ulici Talcev in Sodni ulici je izjemen primer, kako približati neko stavbo najširšemu občinstvu in to povedati skozi arhitekturno formo. Tisto, kar je pa zelo zanimivo, je, da so ti 3 prej omenjeni arhitekti pravzaprav zadnji, ki so razumeli, da je stavbni blok gradnik mesta. Namreč slabih 20 let potem so začeli njihovi prijatelji, učenci, sodelavci, zaposleni ta karejski blok razstavljati in so ga razmontirali do te mere, da so vanj vstavljali, in to je posebna mariborska zgodba, da so v razstavljeni karej vstavljali notri zleknjene nizke mase. 2 sta bila takoj v 60-ih, Rudi Zupan in Branko Kocmut, Vekš in Restauracija Center. Potem je bil Ivan Kocmut z Domom družbenih organizacij, istočasno pa Milan Černigoj z hotelom Slavija. In takrat se začne pojav funkcionalističnega urejanja mesta, kar je seveda bilo na račun tega, da je bilo mesto fest uničeno med drugo vojno. Tako da lahko vidimo tak preskok kot tisti, kjer del vogal in stavbni blok razume kot del klasičnega mesta in ga ne spreminja. Ni posegel znotraj kareja, ni posegel v urbano strukturo, ki je zelo jasna. Če pa se to zgodi, tako kot recimo, ne vem, Černigojeva šola, danes šola France Prešeren, pa umeščata objekte v prostor kot palačo, se pravi kot prosto stoječe, kar je pa popolnoma v skladu z mestno tradicijo klasičnega mesta. Tako da, zanimivo je, ker je Saša Dev za svojim arhitekturnim oblikovanjem postavil eno zelo modernistično formo v arhitekturi, v urbanizmu pa se drži bolj klasičnih principov, ker jih razume. Ne zato, ker jih ne bi hotel upoštevati, ampak jih razume, obvlada in zadeve lepo zaključi. Zelo zanimivo je, da v svoji karieri potem je gotovo opazoval svoje mlajše kolege, kako razstavljajo, kako funkcionalistično postavljajo objekte v prostor, ampak to je usoda mnogih arhitektov v mestu, med drugim stavbenika Kifmana, ki je v začetku svoje kariere konec 19. stoletja začel kot klasičen arhitekt v klasicističnem slogu, potem pa so nekatere njegove hiše proti koncu so že bolj modernističnega izrazja. Ampak Saša Dev je gospod arhitekt, on zna, on ve, kaj dela in tudi ve, kaj žrtvuje. V enem televizijskem prispevku je arhitekt Hravski rekel, da je dober arhitekt tisti, ki ob vseh teh kompromisih sprejme največ dobrih kompromisov, in to je Saša Dev. On je toliko dobrih kompromisov sprejel in toliko kvalitetnih rešitev ponudil, da je nemogoče govoriti o tem, da bi bil poprečen ali pa podpoprečen. On je zelo, zelo dober arhitekt, Maribor je sreča, da ga ima. Zanimivo je tudi to, da hiše, ki jih dela, skušajo koketirati z zelo sodobnimi principi, naprimer zdravstveni dom in ta celi poseg. Ima recimo izvorno okna, okvirje okrog oken, ki so prenešene iz neke ameriške tradicije, način odpiranja, ampak jih srečamo tudi pri Šubicevem nebotičniku v Ljubljani. Tako da
so bili zelo, zelo sodobni, zelo, zelo, kako bi rekel, potentni ali pa plodni v mestu. Žal pa niso bili taki, da bi presegali. Maribor v tistem času ni segel več kot do palače bančne, ki je recimo bila na nekem vogalu, izrazita, visoka 5 etaž, nič ni presegala nekega kareja, ni pa zmogla nebotičnika. Na nebotičnik smo morali še 20 let počakati. Tako da v tem kontekstu je Saša Del zelo pomemben, ker je tlakoval ali pa je letvico postavil višje za vse svoje naslednike. Vsi njegovi dobri nasledniki so razumeli, kaj dela, in so tudi, kako se temu reče, okrog njega gradili z velikim spoštovanjem. Če pogledate, Pečenko je med 2 njegovima objektoma postavil zdravstveni dom, preko ceste imate Milana Černigoja, malo naprej imate Vladeta Emeršiča z SDK-jem, ki ravno tako razbije kare in van vstavi neko nizko formo. Tako da mariborska pravljica o arhitekturi je zelo sledljiva, ima svoje dejanja in svoj zaključek. Tudi ne nazadnje postmodernisti v tem prostoru, kjer sta delala oba preomenjena arhitekta, poskušajo postaviti neke svoje nove forme, v tem primeru City 1, City 2, majhen kare z notranjimi dvorišči. Tako da po tradiciji mariborskega srednjeveškega mesta so bile gospodske stvari na vzhodu. Tam je bil grad, bila židovska četrt in profane stvari so bile na vzhodu, vojašnica, tržnica, v središču pa je bila katedrala, stolnica. In ta tradicija se najboljše bere potem kot nadaljevanje tega vzorca iz mestnega jedra, se pravi, da so tam ulica Talcev, Titova cesta, ulica Vita Krajgera, tam so vse finančne inštitucije, vse tiste fine stvari, ki jih mesto premore. In v tem kontekstu sta to pot tlakovala pa zaorala ledino, v tem smislu je bil Saša Del sigurno odločilen arhitekt, ki je to speljal tako, kot se sliši, in tako da nič manj kot zelo kvalitetno zahteva od naslednikov.